planino, res dolga je pot, čez pasje pečine jo maha en trot. Ti hojlerija, rija, rija, hojlerija, ron, ti hojlerija, rija, rija, ron, pom, pom. Velika planina je pa znana tudi po tem, da je imela dva avtohtona prebivalca. To sta bila edina, ki sta imela osebni izkazanec napisan, da živita na Veliki planini. To je bila Dolinšekova Angela pa Dolinškov Peter. Peter je gor pasul, pa Angela tudi več kot 30 let sta živela v tej svoji bajt na vrh, od spod sta imela pa tudi hlev. No in Peter je znal narediti čist vse in je mnogim ljudem potem gor pripravljal drva, se je tako preživljal, potem je pomagal, ko so bajte obnavljali pa delali. Ona je pa kuhala, pa pospravljala in vsak turist, vsaj tisti, ker nas je bilo tla naokoli, smo se zmeraj pri Angelu ustavili, ko je zgor prišel, pa si prinesel iz doline ali jajca, ali solato, ali kruh, ali kaj podobnega, ona ti je pa zmeraj naliva kakšen šnopc. Peter je tudi meni enkrat govoril o tem, ko sem se jaz zgubil. Namreč na planin se kamot zgabiš. Čim pride megla, se zgubil, pa ni važno. Peter je bil 30 let gor in je rekel: Francel, nič narobe, jaz sem 30 let tla, pa sem že kolikrat okrog svoje bajte hodil pol ure, pa nisem vedel, da okoli svoje bajte hodim, ker je megla pa sneg bila. Tako da to pa je nevarnost planine, da tisti, ki hodite gor, prvič morate biti prav obut, to ni za salonarje, pozim ni za superge, in če je megla, ankarna hodite po planin, če ne znate, še ta prav planin se bo gor zgubil in se v kamerskej hudga zgodi. Mi je povedal tudi Peter, ki ima pa zdaj kot, tam je rad sedu, na en moštore, no in zdaj ravno ta društvo gor, Rigel, ki ga imajo, je naredil tam en kot, eno klop, mizo, jaz se zmeraj gor ustavim, pa rečem: Peter, a ne da je bilo fletne na svet?